Motoristična sezona je že v polnem razcvetu in zato je prav, da se na motorje danes usedemo tudi mi. Ampak tokrat na prav poseben način. Vprašali se bomo, kakšne misli pod čelado motorist. Če za zajtrk je misli. Zapeljali pa bomo Seat Tarako in Volkswagen T-Roc. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V avtomobilnosti se z motocikli spogledujemo že od samega začetka, že od prve oddaje naprej. Ampak do sedaj smo jim prostor odmerili bolj skopo, pa še takrat praviloma zelo ozko vsebinsko usmerjeno. No, če se spomnite, nazadnje smo govorili o tem, kako nove tehnologije dvignejo raven varnosti pri motociklih, ki so v nekaterih primerih opremljeni celo tako kot moderni avtomobili. Pa nekateri koli tisti, ki so v resnici dobro tehnološko opremljeni. Zdaj pa smo se odločili, da motocikli postanejo stalnica v avtomobilnosti. No, vsaj sezonska stalnica. Z testi motociklov, predstavitvami novosti in tisto, kar smo še posebej ponosni v avtomobilnosti, tudi z organizacijo dogodkov gledalci testirajo nove tehnologije. No, letos se je sezona motoristov z lepim vremenom začela že kar nekaj časa pred majem in zaradi tega smo se tokrat v Triglavovi akciji oziroma delavnici, digitalni delavnici vprašali z Andrejem in z Miho Šaleharjem, zakaj motoristi, ko sedajo na motor, postanejo drugačni. Zakaj se vedno med vožnjo tudi avtomobilisti malo spremenimo in kje iskati razloge ter kako najti rešitev. Poglejmo. Ne more nihče prsta pokazati na točno to je razlog, da se je zgodilo. Mi imamo pač v statistiki nenaden premik voznega pasu ali zavivje ali kakorkoli že, ni pa raziskano, zakaj se je pa to zgodilo. Podobno adrenalinsko početje je kot kateri drugi adrenalinski športi. Ta občutek, da si živ, ta koktajl hormonov, ki nas preplavijo, seveda, in lahko pride tudi do pretiranega izločanja hormona užitka, ki je dopamin, in če je tega hormona preveč, lahko pride tudi do halucinacij in zamrznitve. Na tak način ti hormoni vplivajo na delovanje naših možganov. Še ena stvar, živimo v hitrosti, hiter tempo, stres. To pomeni, da je v našem telesu noč in dan 24/7 povišan nivo stresnih hormonov. To je adrenalin, kortizol in ti hormoni v bistvu poskrbijo za to, da vsi organi hitreje delujejo. In potem pride vikend, zdaj pa gremo pa na motor, se malo sprostiti. V telesu je pa še vedno ta nivo stresnih hormonov zelo visoko. Ne moremo tega z enim gumbom ugasniti, da bi čez noč potem pa mi vklopili parasimpatični živčni sistem, pa bi se lepo mirno in na easy peljali. Ampak gremo že s povišanjem nivojev stresnih hormonov na motor in vožnja na motorju nam še poviša, ker je stresna, ker je nevarna. Zraven pride še užitek, ob tem dopamin in ta koktajl hormonov nam da občutek, da smo bolj živi, da je to tisto, kar je življenje. In zaradi tega potem lahko pride do tiste točke, ko so rekla, kje je zdaj tista točka. Ampak tega se mi ne zavedamo, zato je tako težko se ustaviti prej. A sploh lahko rečemo, da se gremo sprostiti? Jaz bi rekla ne. Sprostiti na motor se gre nekdo, ki je že sproščen. Kaj pa sploh pomeni sprostiti se? Če gremo na nevrološko nazaj, da se namesto simpatičnega živčevja, se pravi teh stresnih hormonov, da se vklopi parasimpatično živčevje in nas na nek način umirja in inhibira te učinke stresnih hormonov. Razumem, sam potem že samo po sebi vožnja z motorjem, dinamično vožnja z motorjem ali pa z avtomobilom, že po definiciji ne more biti sprostitev? Ne v tem smislu. Jaz bi rekla, po pogovorih z ljudmi,
s katerimi sem delala, ko so povzročali prometne nesreče. Ne? Ko je bila vožnja prehitra, ko so se šli sproščati, ne? In z motorjem in z avtomobilom. Je vedno bil prej nek razlog za to. Vedno bil prej nek razlog za to, zakaj je potrebno zdaj meni iti pa dajmo gas. Ne? In vedno se vrnemo na neka čustva. Tisto je potem povod za to, da rabimo kakršnokoli, dajmo reči, sprostitev takšne vrste. Po 3 desetletjih testiranja motociklov, po več 100 različnih motociklov preizkušenih na različnih koncih sveta, po dirkališčih, različnih cestah, puščavah, gozdovih, v resnici se mi zdi, da vem samo nekaj. Da sem začel moto vožnjo pravzaprav z 3 osnovnimi gradniki. Z nekaj znanja, z nekaj pameti ali razuma, kakorkoli temu že rečemo, in z veliko zalogo sreče. Na srečo vem, da ne smem računati niti danes in da v resnici ne bi smel računati niti takrat. Danes so gradniki enaki. Prav tako, bistveno več kot takrat imam znanja, razum, upam, da se je tudi nekoliko oplemenitil, na srečo pa sploh ne računam več. Sem samo hvaležen, kadar se mi pojavi in mi pomaga na poti. Ampak razlika je pa v meni, kako dojemam stresne situacije. Pri 20 letih sem se na testiranju motociklov vsako leto vsaj 10-krat ujel v kakšno zelo nevarno situacijo. Takrat sem vselej, ko sem se izognil trku ali padcu, rekel: super, blizu je bilo, gremo naprej. Ko se mi to zgodi zdaj, zgodi pa se mi še vedno, vendar 1 do 2 na leto, se ustavim, vdihnem in rečem, kaj je meni tega sploh treba. Jaz ne vem, če obstaja že kakšen psihološki profil motociklista, ampak motor je en tak ego moment in ta ego te večkrat pelje v neka območja, kjer ni več fajn. Ne? Se mi zdi, da če bi se naučil obvladovati te situacije, je to velik plus. Čisten standarden primer, greš s frendom, ki ima malo hitrejši tempo. Ti si pravzaprav ves čas v težavah, ves čas na mejah, ne, stvari so dokazljive, kaj se zgodi, ko ti nekoga loviš. Kako se temu upreti? Osebno to prepričujem v veliki meri tako, da se zelo rad vozim sam. Kadar se vozim po dvoje, pač skupinskih voženj sploh ne maram, ker mi je skupinska dinamika tako trapasta, pa mestoma tudi nevarna. Vozim se pa z ljudmi, s katerimi imam približno podoben tempo, podobne navade, pa ki jim zaupam. Ne. Pa rad se vozim zadaj, ne. Ker ga slišim, če je on pojačal ven, ne pomeni, da imam jaz prosto pot, ampak to delam iz preventivnih razlogov, ker se zna zgoditi, da kakšen dan lovim tudi hitrejše od sebe. Ne. To se mi je lani zgodilo enkrat čez Kladje, vozil sem za 2 in po nekem trenutku sem ugotovil, da mi nevarno vozimo. Sploh za ta prvega mi je bilo blazno strah, ker je v nepregledne ovinke res počel neumnosti, ne, po nekih idealnih linijah, ki se, če bi prihajal traktor na cesto z druge strani, res ne bi dobro končale. Sem se v nekem trenutku odločil, da bom naredil pauzo in sem tam pri eni klopci na enem ovinku lepo stavil. En ga pokadil, ne. In pol sem lepo, brez pritiskov vrstnikov, nadaljeval pot. Se mi je zdela to fajn odločitev, ne. Jaz ne vem, kakšne so statistike, ampak pri meni se je vedno zgodila nesreča ali na smučanju zadnjo furo ali pri mountain bikeu zadnjo furo. Pri motorju se tam ponovadi, ko so dolgi dnevi, v 5:30 popoldan začnem počutiti Jack Millerja, takrat se je treba znati ustaviti, ne. Gre pa tudi čez leto to, ne. Ko sem v teh dneh zdaj prvič prišel s tem na cesto, ne, se počutim tako slabo, ne. Zaradi sebe, pa tudi zaradi ostalih, ne, več dejavnikov je teh, ki vpliva na to, ne. Itak te noben ne vidi. Pesek je posod. Ti si malo lesen, kar se asfalta tiče, ne. Gripa še ne obvladaš, pa zdi se ti, da motor ful leti, ne. Kar je spet problem, ker julija se ti pa ne zdi več, da to leti, ne. Razmišljaš že o multistradi, ne. Kaj, če bi imel 170 konj? Ampak hkrati je pa spet ta element tveganja, ne, da se pa počutiš
ravno zaradi tega občutka, da vse postaja tvoja v bistvu neka sekundarna natura, da že vse reakcije potekajo s podzavesti, da je nek feeling, da si navožen. Te pa seveda zna to kdaj tudi prepričati, da bi kje še malo bolj nagnil, ne, ali pa kakšen podoben manever naredil, ki bi te pa popeljal izven cone udobja, ne. Ker motocikli itak zmorejo, če je tehnika, ne. Problem je, po mojem, tisti trenutek, ki se mi znajdemo iz cone udobja, ne, v neki situaciji, ki nam je pa malo tuja, ne. Pa tukaj hitrost ni bistvena, lahko je to 35 na uro v eni fejst zapognjeni asfaltni serpentini, ne, kjer bi šel mogoče Marc Marquez 42, ne, tebi pa 38 tam čist preveč, ne. Pa greš pod cesto. Jaz sem že enega hrošča enkrat prepolovil z motorjem, tako da, hvala Bogu, ni bilo nobenemu nič, ne. Jaz sem poletel v koruzo, ampak od takrat naprej, recimo, to je bila ena zelo draga lekcija, ki se je poceni končala, ampak od takrat naprej nepregledne ovinke vedno vozim tako, kot da me za njimi nekaj čaka, ne. Čisto vsazga. Ostanite z nami, po kratki pauzi vam predstavimo Seatov Tarako, ki ima v svoji zelo prostorni kabini lahko prostor tudi za 7 sedežev. No, na to pa zapeljemo še zunaj in znotraj prenovljeni Volkswagen T-Roc, ki ohranja vse prodajne adute. Boš dal pauzo? Novi električni Ford Transit je nastal v novem podjetju, v Ford Pro. In ta Pro pomeni produktivnost. In zdaj, to produktivnost pa so pri Fordu ponovno dosegli na digitalen način. Kombi v osnovi poznamo, namenoma se ni prav dosti spremenil, pravzaprav so se naravnost trudili, da z električnim pogonom ne bi bil drugačen od dizelskega. Cubic capacity is exactly the same as a rear-wheel drive diesel, and in order to do that we had to put the battery underneath the load floor and also design this all-new heavy-duty independent rear suspension, because on the leaf springs they're mounted here, so obviously it's a package clash with the battery. And then in terms of payload, the battery itself weighs around 450 kilos, so you're looking at on a comparable 350 vehicle just around a ton. No, mi ne bi radi izpadli negativno, ampak vseeno se nam zdi, da je najmanj relevanten podatek tisti podatek, ki so nam ga dali o WLTP dosegu. In tisti podatek govori, da je 68 kW baterija v tem primeru zadostuje za kar 317 km električnega dosega. Ampak vendarle govorimo o velikanu, o električnem kombiju, ki mora delati v vsakršnih vremenskih pogojih in to polno obtežen. Zato seveda bolj je pomemben tisti podatek, ki so ga pri Fordu izmerili v praksi. So our data shows us that the average distance a commercial vehicle driver goes in a day is 111 kilometers. We're targeting to be able to do 160 kilometers reliably for a normal use case. But not just that, to be able to do that in cold climate, fully laden, and also with a 5-year-old battery. And because the power is pure sine wave, you can plug in really sensitive electronic, which you wouldn't be able to do with a generator. Čas je, da spregovorimo o v uvodu omenjeni digitalni plati. Čas je, da po internetu spustimo naše podatke. Additionally, fleet managers have reacted to problems when things go wrong. What we want is the fleet manager to look at the vehicle health information, proactively monitor it, and then maintain the vehicle when needed, right? And that's a big change. Well, that's the first piece of connectivity. The second piece of data connectivity is that flow of information to our dealers. So again, traditionally, and the vehicle would arrive and then the dealer would try to resolve the problem potentially. Now with connected vehicle data coming through the vehicle and the software, we can see trouble codes on the vehicle,
maintenance that needs to happen on the vehicle before the vehicle arrives. The very third piece, if I can go on, so when a vehicle arrives into the workshop, we see it, and then we know when it's repaired. And if it's taking too long, our Ford Live agents phone the dealership up, inquire about it, find out what's wrong, and help that dealer get the vehicle back on the road. We're now proactively monitoring our dealers, Big Brother sort of style, and intervening, right, instead of letting these repairs go on for too long. Can you be more specific? What can a dealer see in the van? So there are about 4,000 different trouble codes that the vehicle can tell us about. You know, everything from engine issues through to electrical problems. They all can flash up and they have a description of what they are. But not only for the point in time that the customer believes they have an issue with potentially, it goes back over 60 days. Things like intermittent faults where it's really difficult to identify it. We now have that log of all those issues going backwards, so the dealer can now find that intermittent fault more easily. How it happened in the beginning, we'll leave that to the fleet manager to deal with. To pa nas pripelje do internega velikega brata, namreč ti podatki so na voljo tudi lastnikom. How far can you go with collecting the data? So we have the ability to switch off data when the driver is maybe driving to a personal address or doesn't want to be tracked because they're not necessarily doing something specifically for the business at that point in time. We've heard that from other people say, you know, can the driver switch off the data? But, you know, they can do that, but they would need to contact the fleet manager because ultimately they're at work. At the end of the day, what we're trying to do, there's actually a driver score. So the driver score looks at driver's behavior maybe over a month period. And what it does is averages, you know, how many speeding events, harsh acceleration, braking, you know, maybe they haven't been wearing their seatbelts, how efficiently they're driving the vehicles, even looking at things as small as idle time. And how much money is that costing you? We actually show that. And so you can gather that data and you start to see a picture. So you're not going to assess them on every single day, but over a period of time, you can see the drivers that, you know, need some support to drive a little bit better. Fordova aplikacija kljub vsemu ni samo zaščita lastnika, ampak tudi korist za tiste trenutke, ko uslužbenci samo skomigajo z rameni, le kdo je bil tisti, ki je naredil prasko. Sistem namreč podjetjem omogoča tudi stalen fotonadzor stanja vozila. Zagotovo bodo to aplikacijo želeli tudi lastniki Fordovih osebnih službenih vozil in čeprav je Fordova, deluje tudi v kombinaciji z vozili drugih znamk in ja, je na prodaj tudi posebej brez Fordovega vozila. No, za konec naj vam pokažemo še Fordova prihodnost. Novi manjši kombi serije Custom. Po novem je ta narejen skupaj s Volkswagenom, kar gledate, tehnično ni samo novi Ford, ampak tudi prihodnji transporter. So pa pri Fordu potrdili, da se bosta kombija vizualno bolj razlikovala. Ko ga takole pogledamo, prenovljeni T-Roc v segmentu, kjer je oblika v resnici zelo pomembna, ne bi smel imeti težav z oblikovno svežino. S prenovo so mu namreč spremenili podobo maske, dodali so tale LED svetlobni trak, nekoliko pa je spremenjena tudi podoba zadka. Zasnova notranjosti je popolnoma podobna kot pri Polu ali Taigu in s prenovo odslej to velja tudi za materiale. Recimo tale zgornji del armature je bil pred prenovo narejen iz popolnoma trde plastike, zdaj pa je mehak. Merilniki pred voznikom so zdaj serijsko digitalni, ampak že poznani od prej. No, mi menimo, da so za vsakdanjo uporabo povsem korektni, ampak kljub temu bi jih lahko pri Volkswagenu nadgradili, da bi prikazovali hkrati še kakšno dodatno informacijo. Nov je tudi volanski obroč, ki je zdaj enak kot pri ostalih Volkswagenovih modelih zadnje generacije. Tukaj ima tipke na dotik, ki nudijo povratno haptično informacijo in zahtevajo nekaj privajanja naših prstov, da ne bi vnašali napačnih ukazov. Na dotik odslej upravljamo tudi klimatsko napravo, kar marsikomu verjetno na prvo žogo ne bo všeč.
Ampak mi menimo, da je ta rešitev pravzaprav zelo dober kompromis. Kot prvo moramo pohvaliti brezhibno odzivnost te površine. Takole podrsamo za hiter premik ali tapkamo za premik po pol stopinje. In za nameček imamo tukaj majhen utor, ki ga zelo preprosto zadanemo s prstom, to pa pomeni, da med vožnjo ne bomo rabili za preveč časa pogledovati sem dol. T-Rocka tudi po prenovi poganjajo klasični bencinski in dizelski motorji, brez kakšne hibridne tehnologije. Tokrat smo preizkusili turbobencinski 4-valjnik z 1,5 litra delovne prostornine in 110 kW moči. Karakter tega motorja je dokaj dinamičen in to po našem mnenju takšnemu paketu opreme, gre namreč za dinamično različico Airline, prav lepo pristoji. Ko nežno popustimo stopalko za pospeševanje, nam 7-stopenjski dvosklopčni menjalnik DSG omogoča tako imenovano jadranje. To pomeni, da samodejno prestavi v prosti tek, kar je zelo koristno za izkoriščanje inercije. Ko vozimo preudarno oziroma se režima delovanja menjalnika navadimo, lahko dosegamo porabo goriva med 6 in 7 litri na 100 prevoženih kilometrov, to pa je že povsem zgledno. T-Rock se pelje suvereno, a prijetno. Volan je značilno lahek, s tem pa dobimo občutek lahkotnosti v zavojih ter pri obračanju na mestnih ulicah in parkiriščih. Tarako in ne Tarako se reče. Ta danes največji in tudi najdražji Seatov model je v resnici primeren tudi za velike družine. To smo ugotovili že pri našem prvem testu, ko smo ga še primerjali z enoprostorcem Alhambro. Ni sicer tako zelo prostoren in praktičen, je pa z možnostjo 3. vrste sedežev in ločenimi 3 sedeži v drugi vrsti v resnici zelo solidno zapolnil praznino v ponudbi. Ampak Tarako bo prepričal še eno vrsto uporabnikov. Prepričal bo tiste starše, ki želijo, da se njihov veliki družinski avto tudi dobro pelje. SUV-ji tega segmenta se v veliki večini skozi zavoje peljejo precej štorasto. Njihovo podvozje in krmiljenje sta pač nastavljena tako, da so v prvi vrsti udobni. Tarako pa je dokaz, da se z nekaj pravimi rešitvami tudi pri velikem in težkem SUV-ju da. Tisti tehnični priboljšek, ki po našem mnenju pretehta, je sistem za dinamično uravnavanje podvozja, oziroma DCC. Ta glede na želje voznika prilagodi delovanje amortizerjev in krmiljenja. Tako je lahko vožnja zelo mehka ali pa zelo trda in čvrsta. In ja, zdaj smo vsaj v teoriji nekoliko prišli v navzkrižje s tistimi značilnimi družinskimi odlikami. Ampak tale Tarako je nekoliko bolj čustveno opremljen. Gre za nivo opreme FR, ki je bolj kot velikim družinam namenjen tistim, ki jih marketingarji radi opredelijo z aktivnim življenjskim slogom. Tukaj imamo na primer športna prednja sedeža in nekatere privlačne detajle, ki po našem mnenju zelo lepo popestrijo notranjost. A nas je še bolj prepričal nov volanski obroč. Ta ima tukaj klasične fizične tipke, ki še naprej ponujajo boljšo uporabniško izkušnjo od druge koncernske rešitve, ki ima tukaj površine na dotik. Pomembno je, da je ta volanski obroč kapacitiven, torej da zaznava dotika naših dlani. In to je še posebej dobrodošlo zato, ker je Tarako lahko opremljen s pametnim prediktivnim tempomatom in sistemom za zadrževanje vozila na sredini voznega pasu. Asistenčni sistemi v tem avtomobilu odlično delujejo na avtocestah in obenem tudi pri vožnji na regionalnih cestah. Tam pametni tempomat na bolj prometnih odsekih zares pametno prilagaja hitrost vožnje, s tem pa uspe pošteno razbremeniti voznika. Morda najbolj racionalen del tega avtomobila pa je njegov pogon. Gre za 2-litrski turbodizelski motor s 110 kW moči in ta motor smo že pohvalili tudi pri testih nekaterih drugih koncernskih modelov. Na primer v Volkswagenovem Golfu nam je tak pogon zagotavljal porabo komaj nekaj nad 4 litri na 100 prevoženih kilometrov. In tudi z večjim in težjim avtomobilom, kot je Tarako, smo vozili s porabo okoli oziroma celo nekaj pod 6 litri. V dobi pregrešno dragih energentov vsekakor zelo dobrodošel in zgovoren podatek. S tem, ko smo poskušali ugotoviti, kakšne misli motorist, smo pravzaprav želeli opozoriti na to, da največ za prometno varnost lahko naredimo motoristi sami pri sebi.
Tokrat smo želeli opozoriti na to, da tudi s tem, da spremljamo spremembo svojega počutja v vožnji. No, tudi s pomočjo digitalnega trenerja, ki spremlja oziroma zbira podatke in gleda, kako motoristi vozimo. In prav to spremljanje oziroma zbiranje podatkov je eden največjih tehnoloških mejnikov, vsaj kar se vseh varnostnih in asistenčnih sistemov tiče pri vožnji motociklov. Preden pa bo zbrana ogromna količina podatkov o tem, kako motoristi v Sloveniji vozimo, kar bo v resnici najboljša podlaga za to, da ugotovimo, kje imamo največ rezerve, kje lahko dvignemo raven svoje varnosti, pa lahko tako pobiranje podatkov koristi kar vozniku samemu, kot nekakšen analitik ali trener dobre vožnje. Ja, če ta trener voznika ne ovira, ker še vedno pri vožnji mora motorist uživati. Motoristi bodo lahko podobno kot že zdaj avtomobilisti tudi z uporabo aplikacije Drive uživali v svojih vožnjah. Glavni vpliv pri skupni oceni vožnje ima namreč hitrost oziroma prekoračitev hitrosti. Drugi dogodki med vožnjo, kot so zaznane sile pri pospeševanjih, zaviranih in vožnjah ovinek, imajo manjši vpliv pri oceni vožnje, tako da se da tudi z dinamično vožnjo oziroma uživanju med vožnjo doseči oceno vožnje 90 ali več, ki se šteje tudi kot varna. Slednje so pokazali tudi rezultati testiranja aplikacije v različnih prometnih situacijah, kjer smo posebno pozornost namenili ravno tem situacijam in temu primerno prilagodili algoritem ocenjevanja voženj. Predstavljeno aplikacijo bomo v prihodnjih tednih preizkusili tudi mi in to v prvih testih motorjev. In z vami bomo seveda delili tudi našo uporabniško izkušnjo, vabimo pa vas, da tudi vi preizkusite aplikacijo in nam javite oziroma sporočite komentarje, kako se vam zdi, če so morda tudi kakšni pomisleki. No, z vami bomo spet naslednji teden, vmes pa pridno klikajte na našo YouTube stran, kjer vas čakajo podaljšani testi in razširjene tematike in pa seveda na rtvslo.si /avtomobilnost. Srečno!